združimo Slovenijo. Ja, Stranka zelenih Slovenije je v zadnjem času oziroma mogoče kar zadnjo vrsto let precej zapostavljena. Torej nima nekega dobrega vstopa z svojimi programi in svojimi idejami v slovenski medijski prostor. En izmed razlogov, da pravzaprav to presežemo, je bila naša odločitev, da se začnemo med seboj povezovati. Prostor je ta trenutek izredno turbulenten, ne samo kar se tiče pandemije, epidemije in obvladanja le-tega, ampak je postal tudi politično izredno turbulenten. Torej gre za ene zelo velike premike. Mnogi se nekako začudijo ob vprašanju, kako to, da se je Stranka zelenih Slovenije odločila stopiti skupaj še z drugimi, med njimi tudi z stranko SLS. Glejte, v naši politiki je samooskrba, kmetijstvo in vse, kar je povezano z onesnaževanjem okolja v kmetijstvu, ena izmed ključnih in pomembnih točk naše politike. Zato si želimo tudi pri tem sodelovati. Kot sem pa že omenil, je pa tale prostor postal tako zelo zanimivo turbulenten. Recimo Šarec je razočaral, jaz mislim, kar velik del svojih volivcev. Seveda tukaj ne pričakujem, da bojo ti vstopili v prostor, zeleni prostor. Ni pa izključeno, da ko počakamo zdaj kakšen dober mesec ali dva, kaj se bo zgodilo z stranko upokojencev. Jaz mislim, da ko se bojo konsolidirali, ko bojo verjetno izbrali novega predsednika, jaz upam, da bo to zdajšnji minister za kmetijstvo, je prva naša naloga, da jih obiščemo in da pogledamo, ali imamo mi kakšne skupne stične točke, s katerimi bi lahko nastopili. Veste, Stranka zelenih je na nek nesrečen način videna v slovenskem prostoru kot stranka aktivistov. Jaz sem bil cirka skupaj z Antonom Komatom dobrih 25-28 let aktivist in sva solo izpeljala kar veliko zelo pomembnih dogodkov za Slovenijo. Recimo, če primerjamo Lafarge, ki se ga tako kuje v zvezde, midva sva uspela doseči prepoved atrazina, ki so ga pili praktično v 3/4 Slovenije, povsod razen na Primorskem, in je bil rakotvoren. No, ampak ta stvar je morda majčkeno zaprašena, malce v ozadju. In seveda te izkušnje aktivizma so mene pripeljale do tega, da sem začel razmišljati tudi sam o ustanovitvi neke nove zelene stranke. V tistem času je prišla tudi ponudba iz strani gospoda Čuša, če se jim pridružim, tako da seveda ni bilo več te potrebe, da ustanavljam neko svojo novo stranko. In sem se z velikim veseljem Stranke zelenih tudi priklopil. Glejte, to je Stranko zelenih jaz vidim na podoben način, kot je Alpe Adria Green, v kateri tudi sem. In v Alpe Adria Green je več različno politično mislečih, verujočih in tako naprej, ki nikogar v Alpe Adria Green popolnoma nič ne moti, kakšno so pravzaprav njihova prepričanja. Naš skupni cilj, in tudi to enako vidim v Stranki zelenih, je, da poskušamo preseči aktivizem, da lahko vstopimo v ta politični prostor, da se povežemo z drugimi strankami in skupaj pripravimo program, ki bo omogočal varovanje zdravja ljudi in varovanje okolja. Da namesto aktivizma in protestov pred tovarnami sodelujemo pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov,
ki bojo seveda to zadevo temeljito obrnile na glavo. Ne. To je v bistvu nek naš cilj. Seveda se nas pa etiketira z vsemi mogočimi zadevami in žal mi je, da ljudje gledajo zgolj kot na osebnosti, tiste, ki vodijo stranke. Stranka niso samo tisti frontmeni, ki so spredaj, ne. Stranka smo še vsi ostali. Recimo moja naloga v Stranki zelenih je programski vodja in temelj našega programa in tudi temelj pogajanja z vsemi ostalimi strankami, s katerimi bomo sklenili neko koalicijo, je, da bo naša politika temeljila na stroki in znanosti. Ne? Torej, najmanj možnosti je, da narediš napako, nepopravljeno v napako, ali da pelješ zadevo v napačno smer, če slediš pač zadnjim znanstvenim izsledkom in pa stroki. Gibanje Povežimo Slovenijo je, kot bi temu rekel, eksperiment sestavljanje nekega političnega telesa, ki bi bil tudi v realnem svetu, v parlamentu sposoben prevzeti slovensko politiko in Slovenijo zapeljati po neki novi, bolj zeleni poti. Veste, zeleni pa SLS smo pravzaprav blaga konzervativna stranka, ne? Ker če nisi konzervativen, potem ne moreš biti niti zelen, ne? Ker če imaš drugačen pogled, potem tukaj pride do pragmatičnih odločitev, kot je seveda ta, ki ji sledimo danes ob spremembi zakona o vodah, ne? Tukaj je pač politična napaka iz druge strani, da ni poslušala in prisluhnila stroki, ampak je šla nekako liberalno, socialdemokratsko liberalno v neko zelo, ko bi rekel, hudo spremembo. Ja, se pravim, mi bomo verjetno delali še naprej na teh povezavah, verjetno bomo počakali še kakšno stranko, ki bo nastala. Tudi ta novo nastajajoča stranka nekdanjega ministra za okolje in prostor bo ravno tako povabljena za skupno mizo. Jaz mislim, da pred volitvami bomo nekako izkristalizirali vse tisto, kar nas druži, in odmaknili z parketa, našega ožjega parketa, vse tisto, kar bi nas lahko razdruževalo. Povežimo Slovenijo.